Danes smo se zbrali. Jaz pa. Slavni šumadinac šumi. Yes. Da naredimo en posnetek glede sabotažo Katarini Šas. In sicer midva sta rekla, da bo naredila en posnetek, neki nasplošna debata o njej. Kako je ženski uspeli? Kako je pač nekam prišla, ostali so pa, kakor je tipično v Sloveniji, nemoštljivi. Kar se tiče najdžih nisva. V bistvu sem ponosen, jaz sem ful ponosen. Jaz isto. Jaz sem enkrat sliku z njo, no se pohval. Meni je enkrat pomežikala. Dobro, in nasmejala se. Jaz ful bus, izstal na semaforju, veš ono zdolgočasen. Vroče polet, res moker. Bila mini čustvo post. Ne, in stojim, da zavijem na levo tam pri kolezi. In prije avto, nema je bil mini meni se zdi, ali neki je bil tak jebački avto. In jaz tako pogledam, tako malo Katarine Čas. In jaz tako gledam, vidi, dobra. In se obrnil, ajmo jaz malo pomežikno nasmejem se. Jaz ne pomežikno nasmejem se, Jana meni gleda in se mi nasmeje nazaj. In tako se gledam, da vidi, ženska ni ono fina. Ni fina, 90% vas, ki zdaj gledate žensko. A ona, razumeš, kao druge ostale lepe, kao hude, a nič ne naredila, nekaj rečeš, ona ureči se, veš ono. Pa je naredila, bila je s tipom, ki je furu BMW-a, Audija, karkoli. Ona dobro guzico ima, pa ravno treba. Pa ona hodi na faks, to je ful uspeh, veš, ona hodi na faks in ona je, kako bi rekel, popularna, ona je, veš ono, sposobna, razumeš. A pokaj dobiš ših, gre na zavodi in joka, razumeš, in na koncu dela v Mercatorju, v Lidlu, Hoferu za 700 € in govori, koliko je Slovenija v pizdi in te fore. No pač hotel sem povedati, da je ful je bila tako, ful me je presenetila, ker je bila tako domača. Prijazna, halo, pizderija, veš, ona bi ga lahko zaglumila. Ja, bi lahko povedala, kolikor 90% ženskem jaz pomežniknem. A ti skozi mežiknem? Jaz skozi mežiknem. In pa nista reakcija, jaz pomežiknem in ona tako gleda in sem... A ne, ona fora, veš, kad si ti na busu in tako potrubiš, veš, potrobaš kakšni ženski in ona tako, busa. Ali Katarina, veš, ona je lepo nasmejala in meni se je zdelo takrat ono, wow, gleda, ni fina. A so takrat bili še oni žetoni, ki si doma? Ja. Bilo je, to je bilo kar dolgo še se zdaj. Jaz sem vedno šverc, majke. Zbil sem 20 $, pa še 10. In koliko je bilo 80 $, ne koliko je bilo 80. Ti si razcepal še na to. In kako bi bo šla, pa vidiš, pa 40 $. Jaz sem se švercel zadnja večina. A veš, daskrat. In zato, ko sem jaz vozil, kdorkoli mi je rekel, kao če gre lov gor, sem ga spustil. Noben mi nisem rekel, ne, zato vem kako je, ker sem jaz bil pač na njihovem mestu in mi je bilo muka spraševati in sem bil ful vesel, če me je spustil šver. In pa v bistvu sem jaz tudi to počel, ker vem, daskrat ljudje nimajo to. Ampak nima veze, midva sta rekla, da bo danes posnela malo Katarini Šas in sicer... Branila je bova, ne. Zdaj te branila, Katarina, če boš gledala to. Dobro, ne vem, če ne veš, Katarinca, tole je drugač poznata ličnost, stand-up komiki, to na televiziji. A razumeš, on prebija dobre fore, tudi dobre žene, vsak dan... Nemo, zdaj sem v vezi, šlo mene. Evo, vezi. Jaz sem hotel to povedati, koga prebija. Zdaj samo eno prebija, prav da zakiva, ampak dobro, ne bomo govorili. In sicer, v bistvu nekaj časa že jaz pratim to Katarinco, odkar je ful ratala to, spet to o njej, da je šla v Hollywood. Nekaj še let nazaj se videl, da je eno filmu bila pa to in tako ono hudo, da je malo se probila. In pa tako v zadnje čase vidimo v tem nekem volku z Wall Streeta z Leonardo DiCaprio. Al Pacino. Al Pacino, ta nov zdaj, kaj se snim. Mislim, Leonardo DiCaprio. Ženska je v isti sobi z Leonardo DiCaprio. Da se to v meni zgodi, jaz takoj padel majkem nezavest. Jaz po moje, jaz biti, ne vem, starim. In pa sem malo bilo zgodbo, kako ona prišla do tega. Da je ona pač poslala posnetek, v bistvu. Nekaj sem slišal, ne vem, če je to res, da je ena New Yorkska ta akademija hodila po Sloveniji in ti si lahko dal nekaj denarja in si tam kao dobil neko njihovo diplomo in da tam jo je ena agentka videla. Ne vem, če je to res, ampak to sem slišal. Može. In pol je nekaj šla tja v London nekaj snema, dobila neko agentko, vamo tam, ona nje rekla, snema se ta bog, zdaj posnetek pošljem. In Sorse, ali kako že, neki težki režiser, veš, Starko Biblija. Star je všeč mu je bila in je pa on jo poklical. In pa sem tukaj gledal na, če je bil ful dober ta intervju. In ker sem to bral, res, svaka je čas. A meni kar gre na živce in za tega se rekel hodilo tudi, da danes pridem.
da naredimo ta posnetek. talk show varianta. Zato, ker folk njo pljuva. Ja. Folk piše, ona je šla v Hollywood, dobila je to vlogo, samo zato, ker je huda, pa ker se hotela sleči. Ja, pa ja, zaradi tega drugega boš dobil. Jaz nikoli ne bi mogel, mene tja ne bi, nisem hud, nisem slekel v bistvu. Pa ni žensk, imaš prdare dobre. Dobro imam, moški doma, dobro. A ja, on trenira. Vsaka druga ženska bi hotela imeti tako umetno puzo, kot imam jaz. A ja, mejto ne. Ja, imam. No in pol? In pol pišejo, vidim na Facebooku, komentarji, kao, ona se je prodala, ona ne ceni svoje telo, vsi mi imamo ceno. Jaz sem tudi Dino tu prej govoril, da mi ponudi Hollywood, zdaj jaz govorim ceno. Primer, da zdaj kakšna situacija, že za Jure bi razmislil, ampak realno. V Sloveniji za 100 evrov. Tudi za najemnino, 235 evrov za stanovanje, da se odpita, ampak tako, ne vem, da mene ponudi, pridi v Hollywood, ta film, mora se sleči, mora se ti vse videti, bi rekel, ok, za 100 000 evrov, evo, če bo kdo ponudil, za 100 000 evrov, jaz grem dol iz Ljubljane do Hollywooda. Na letališče, v letalo, da bi stopil vse. Ti se smrzal do tja človek, kaj je stalo? Pa dobro, poletje. Poletje enkrat, evo. Za 100 jurjev jaz bi šel dol. Za 100 jurjev? Za 100 jurjev 100%. Za 10 do Portoroža. Jaz bi za 2 do Portoroža. Peške. Daj, to bi jaz isto. Peške. Evo, sponzori. Ja, za 10 jurjev go do Portoroža. Za 10 jurjev vsako gremo s Padino, gola do Portoroža. Zmenjeno. No? To pa če pa res do ponudi. Možemo 10 Ne jurjev. vem, 10 jurjev. 10 jurjev. Vi se lahko meni pa smete, da greš manec šel peš, a Šmanec koliko da 10 jurjev, pa se ti smej. Jaz pa da je vprašal, imaš ti 10 jurjev. No skratka, zame, če tako razmišljam, že sami uspeh, da ti iz te vukojebine, kot je Slovenija, ona je iz Slovengradca, to je še večja vukojebina, prideš, ne vem, da bi nekaj Štajerska bila. Ampak dobro, nima veze, to ne bismo nažal, pa tako, sploh. Da ti prideš prvo že v London, oziroma ona je 3 filme znali. 3 filme. Prvi je... Ja, bil je neki zanimiv... Evo, ovdje imam IMDb upalit. A veš, The God 2011. Igrala je s temi znanimi igralci stari, taj Crnac, tega sem že videl neko ime, ampak gled, videl sem ga, vem, kje je. A zdobiš, in celo 7,3 rating, The God 2011. Ja, ona je tam igrala, se pravi, eno neko, ne vem... Kaj je bilo, da vidimo, kaj je? Tukaj sploh koja je neka... neka Rusinja, kaj je še bila? Rusinja? Neka Čehinja, a veš? Te drugega, kaj če glum, da je Katarina Čas, Gabriela McBride. Znači, bila je... Gabriela. No in ženska je glumila starih že tam in počas od tam je šla naprej do tegale Wall Streeta ali karkoli je in je bila z Leonardo DiCaprio. Zamislite se ti, jaz gledam Titanic film, leto 97, z mojo prvo ljubeznijo, kar mi je vse vzela. In srce, in ljubav, in jufer, in na koncu mi noč bilo hrbet, ker sem izkurala. Razumeš, in patijo samo patijo, ali jaz stari zaljubljen mlad, 27, prva punca. Jaz gledam Titanic tako. Ja, jaz sem malo tako. Stari tako. Tako, bolj rano, tako sem. Deset nekaj prijet, tako jaz sem. Titanic, una Celine Dion, kaj že komad bil njen, jaz zaljubljen gledam, jaz puko. In gledam DiCaprio, tam je bil Jack, ona je bila pa Rose. In jaz sem bil kao, ti si moja Rose, jaz sem Jack. Jaz gledam tega DiCaprio, pa se lahko ti res skoraj poginul. Pa jaz sem poginul. Kako sem jaz bil res Jack? Ja, pa to on je ona film spletala. Hoče povedati, jaz človeka gledam, stari človek je bog, gledal sem še ne vem. Catch Me If You Can, isto legendarni. A kva že on bil, kaj on bil drogeraš on otrok? Ne vem, ne spomnim se. A kaj je bil drogeraš, kaj je on tako hotel silovat za pare pa te fore. Pak nima veze, pač hotel se povedati, da ti gledaš enega človeka, cel življenje, sprav glumac, in ti nekaj pomeni. In ti na koncu pristaneš njim v filmu, v projektu. In zdaj ti si naredil uspeh. Za naše razmerje je to ful. To je ful. In zdaj te prije tam en iz fabrike je tam model, ki ne zna drugega kot 3 izmene točta, razumeš, ker je jezen na cel svet, zato ker ne more kupati ne vem mnoga puntota, a razumeš, ker ne more več imeti in on se je prodal. Pa ti se prodal model za unih 5 evrov na uro v tekočem traku človek. A razumeš? On se za 5 evrov prodal na tekočem traku, ja on govori kao zdaj, ja veš, oni so se prodali. Svašta, katastrofa. In še najbolj smešen je pa, ker ženske pravijo, ni tega denarja, da bi se jaz slekla. Kaj se slekla? Pa ti se, ona se sleče z onega BMW-ja trojko novo kupe. A to ti 30 evrov. One se danes slečejo, če gledamo realno.
Ona se ti dan sreče, ne da se sreče, ona ti še da. Ja. Za zvezdic, za torto v zvezdic. Ja, reklama. Iz prve roke informacije. Reklama, šalite takoj zdaj. A ja, sam častite meni, tiramisu. Takoj šalite, da veste, ko smo reklamo naredili, pač. Danes te punce se zelo cenej prodaja. Ampak ni fora v tem, fora v tem, da ženska dela to, kar ji paše. Ni fora to, da sem ona prodala. Jaz osebno, gledajte, oni vejo, da sem jaz vsi vozil bus, da sem jaz delal v fabriki, in jaz sem iz busarja uletil v film. V film, kako to zgleda, stari? Jaz, ko sem pustil šiht, oziroma, ko sem nehal tam, en mesec je minil, ko sem šel na to audicijo in na koncu so te 3 krogi bili za to, 3 krogi bili. In ko so oni mene poklicali, Dino, pa to je bilo 2 meseca trajalo, to vse skrb ta mora. Dino, čestitam, dobili ste vlogo za Acota. Veš, kaj sem jaz naredil? Jaz sem ko Roki, stari, ki je prišel, do vrha stopnice. Zjokal sem se. Mene so šle solze, ker sem bil toliko vesel. To je za me bilo, ne vem, tak preskok, iz busarja do glumca. A isto je za njo, stari. Ona je bila že v Atlantisu, spomniš kaj? Ja, veš Atlantis, ja. Bila je huda, bila je zelo Orijana je bila dobra, ali Katarina je bila takrat, dobra. Ona je i danes. Še vedno je dobra. Ampak takrat tu prvič, ko sem me sploh opazil, in smo si gledali Atlantis zaradi nje. Ali zaradi nje smo gledali, mi smo poslušali, kva spet te spoti pisa, daj njo nazaj. Daj njo nazaj, daj. In pač, pol je bila dosti teh malo slovenskih filmov, vodila malo varianta te, ne vem, te, razne oddaje. In pol je ženska prišla v Hollywood, stari. In zdaj ona pa je posnela, je dobila vezo in je prišla z Al Pacinom. Al Pacino! Veš ti kdo je Al Pacino? Je fucking to me? Ja. Je leto, fuck. Stari, on je zame bog. On je zame bog, stari. Zdaj sem pogledal te 3 Godfatherje delajo, stari modeli. Scarface. Scarface, itak. To je živa legenda, dobesedno. In ženska, z njej takole na slike imate na najdi pišesti. Ženska se z njim dobila, on je njo poklical, da igra njegovo ženo Sofijo v enem filmu, ki zdaj prije tata nov. Neki njegova zaročenka bo, kaj nekaj to foro. Ajde, da bomo videla. Tako da ja, ženska je v Hollywoodu. Kje je zdaj, Katarina? Čas! Znanimi igralci, svetovno znanimi, z legendami. Namesto da bi vi bili zadovoljni, da lahko nekje greste, ne vem, v tujino, karkoli, vas eno vpraša iz kje ste iz Slovenija, vedi, Katarina čas, te pa ta film, da se pohvalite, folk njo pljuva. Kdo je šel iz Slovenije v Hollywood? Đuro, zdaj Katarina čas, je še kdo od teh, da jaz ne vem. Iz Slovenije? Da je nekaj naredil v Hollywoodu, da je... Vem, da je v Slovenac bil v Batmanu, ta zadnjem. On je dobil tudi prek veze. Šel je na Agrafita pri nas, niso ga sprejeli, šel je v London, sprejeli so ga in na koncu je agent prišel in je dobil agenta, agent njemu opet za casting za Batmana tega ta zadnjega in model dobil not 3 sekunde, veste, da je celo en stav povedal, ali bil z unimi igralcimi hudimi pa to. Znači 3. Eto da jaz mogoče še kdo, pa da ne vem, ampak eto rečemo, da so 3, 4, ajde da še eden, da ne vemo. In to je to, iz cele Slovenije. Ampak itak je v Sloveniji tako narejen, da so vsi za vse foš. Ali evo je pa to. Meni je foš stari kurca, ker jaz mešam besede. Jaz naprimer te moje vlogi pa to, jaz urad, jaz zelo mešam te besede, zato da to izpade malo drugače. Zakaj moram jaz biti isti kot vsi? Zakaj moram jaz govoriti pravilno slovensko? Zakaj moram jaz govoriti sam bosansko? Zakaj jaz nekaj malo to ne izmešam Hemedex pa to? A razumeš? In potem se folk smeje, a razumeš tem besedam, zato ker je smešen to. In pa ljudje vejo, naučijo slovensko, čefur zgin, zakaj čefur? Ja, debil, ne vem. Debil, ne vem, zakaj to? Ne zna govoriti. Zakaj to? Ampak jaz sem dodal, da to vse fušija. To je fušija, zakaj? Zato ker folk se vedno počuti, ker so oni nule, nekdo je nekaj naredil, nekdo je nekje in oni se slabo počutijo, ko vidijo, da oni niso tam. In pa takoj disanje, takoj ne veljaš, ti si zgin. Najbolj so oni rasisti stari, rasisti, oni primitivci, oni kao Slovenija. Kakšna Slovenija šel? V Sloveniji je milijon Slovenaca, pa še ostalih milijon je, se veš, naših, a od unih milijon Slovenaca je pol od tega, ki imajo tursko krv. Razumeš? Bulgarsko prvo, ampak dobro, nima veze. Nima to veze, človek je zame človek, če si v redu, če spošten, to je to, ne rabiš biti iste krvi kot jaz, da si, ali pa iste vere, da te sploh spoštujem na tem vrdu. Da se vrnemo mi na Katarino. Ja, Katarina Tuzno. Ne jo pljuvati, ženska je prišla v Hollywood, ženska je zastopala po eni strani. Pa bote veseli, pisali, vse. Saj vejo, zdaj kje si Slovenija? Saj vejo, ja ne bojo več govorili... Slovakija. Slovakija, ne vem,
Ker so vprašali v New Yorku, bila je... Kje je to, nekje tam v Rusiji? Ma je tam Lusi, nekje, v Raša, Madaraša. Jaz, ker sem bil v Ameriki, ker sem rekel Slovenija, ama noben. Eden je rekel, ni to za jest neki. Bilo je na YouTube, bilo je na YouTube, ker so po New Yorku spraševali, kao anketa, in Slovenija. Sem ti povedal. Kao, you buy that in McDonald's? Yeah, and then you eat it. Oh, the chicken place, yeah, the chicken place. Ne, jaz sem bil in sem rekel kao, da sem Slovenija sketel in kaj sem mogel sem reči next to the Italy. O Italijo si poznajo. A Italijo si next to the Italy. In prvo meni, you drive Porsche, Ferraris and Lamborghinis. Yeah, we have it all the time. Yeah, I have it free outside the house. Skratka... Kaj smo zdaj mislili? Boš čepuli poznam, angliško? Angliško. Jaz včeraj sem bral njen ta intervju, na delu, se pravi www.delo.si, je intervju z njo ta zadnja, in tam je ona opisala pač to. In zdaj folk piše, da se ona hlal, da je ona, kako se že reče, arogantna. Pa lepo, eni strani jaz iskreno, povem, jaz vse kurči. Ma jaz... Pa gledaj me, a veš ono, da mi folk bojo, kak ti si bil kolo Ti si še zdaj lahko kurčiš koliko spopola. A nisi to? A da, a ve? Ampak ne. Ampak hočem povedati, in sem pregledal, jaz, ko sem bral ta intervju, stari majke je meni srce to bil, ker jaz sem si sam zamislil, da sem jaz na njeno mestu. Pod prvo, da ti samo zraven, a se vi sploh zavedate, koliko je to treme, koliko je to drugače, kaj si ti pred kamerom ali si pa za kamerom, sprav pred televizijo. Jaz, dokler nisem bil v filmu, dokler nisem doživel to, me je bila kurca. Dokler ti nisi pred kamerom, se pravi, ti moraš priti pred kamero, zbrati muda. Sploh dobiti šanso, da si pa zbrati muda, pa se naučiti vse to na pamet, pa to nekako narediti, da to ne izgleda prisiljeno. To je stari, to so taki živci, to je res del. Jaz zase ne govorim, da sem neki, jaz sem dobil srečo, sem to odigral, kakor sem znal. Pač imel sem... Zdaj si moral delati, da si sploh prišel, da si sploh noter naredil vse. Jaz sem se trudil... A koliko je še lani mogla delati, da je prišla do Hollywooda? In zdaj to ljudje ne cenijo, in zdaj to... Pej ti, ti kje boš, pa da tebe vidimo. Najboljše da on se te tako, zato pameten. A ko me je kakšen kaj disal, včasih nekdo kaj skurca, pa to, pa včasih priznam me razpizi to. Pridi, reč mi v faco to. A kaki, ponovno so tam oprostite izrazu, iz pičke je materije tam iza brda, skrit, kad vidi malo drugačnega od sebe, pa se ga boji, čefuri, tuči, ta krade, ta siluje, ta ne vem kaj, in pol čefuri nas. Model. Večina Slovencev je pomešanih z južnjaki, Aires, Savc, Fužine, vse. In vsi poznajo, da so to normalni ljudje in vsi imajo radi. A tako ene vuku jebene, ker tam niti enega primka nič ni na 10 km, on se boji tega. In pol disajo, pol kurcajo, a ne. Pa njim je tudi foš, tem takim posebnežem je foš, zato ker oni realno ne morejo imeti določenih stvari, ki jih mi imamo lahko. Začnemo od žensk. In tako da enemu čistokrvnemu, pa zdaj ne da primam, po Slovencev na kartu enemu tam, pravi, način zagrižen, patriota varianta. Pride v topa. Njega smo že spustimo. Pride v topa. Reklama za topa zdaj tukaj. No dobro, tam delo zdaj kukaj, eno vetro boje, moram se malo potopa. Zdaj sem tam. Pride v topa, pa ste še mladinca videli, lahko ste roke da. Pa intervjuje tudi piše, intervjuje, tele podpise. Programe. Jedi ga pa sem. In on pride tja, razumeš, in je v tej svoji družbi in vidi eno, ta je huda, ta je lepa, gremo mi do nje, a v tem jaz pa Dino skočiva. Mi že, kje smo, gledam, kleče furke, to je prva stvar. Druga ne bolje narediti denarja. Jaz ga kukar Dino lahko. Jaz zase ne bom rekel, jaz sem ful pohan, res, brez šihta, res. Jaz sem pričakoval, da bo malo tega filma, da malo reklame, neč. Neč. Slovenija. Boranija. Jedi, brate, Boraniju, jedi, Boraniju, brate. Zdaj, kaj bomo šli, mi bomo šli zdaj v Zagreb, pa šli bomo v Sarajevo, po Beograd, bomo šli na premiero Čefurjev, ki se bomo vrteli po Balkanu. In sem rekel, da se bom kontaktiral s Kaletom. Znate Kale, gospodar vremena, tam dole iz Srbije? Legenda model, pejte na njegov YouTube, sam pišite Kale, gospodar vremena, pa boste najdeli. Model je pač vloger, snema se pa to, dere se skozi. Jedi, Boraniju, brate! Pa tako dva zoma sam. In sem rekel, Majke, če šel dol, da posnem z njim en vlog bom posnel tako na hitrca, ker on je tudi neki kar popularen. Drugač, kaj te je pa najbolj zmotan tako? Ma da sem se rodil s takim učem pod nosom. To mi je... Glej, vsi imajo svoje predpozicije, to nima veze. Glej, ne pa pravi, koliko je srčka, a veš? Glej, gleda me gor pa dol naenkrat. A štekaš, mi moramo vsi... Pazi se to, mi, ko gledamo njej v Joške, ona nas vidi in mi smo najbal.
A ti skozi gledaš moški z enim, a gori, ona zdaj ne ve, a gleda, meni gleda dol, a ti v bistvu uživaš v obeh smerih. obeh smerih, v widescreenu. Ja, jaz sem kot ta televizija tukaj povedal, da boš pokazal. Dobre, pač. Skratka, se pravi, Katrina Čas je igrala z Leonardo DiCapriom, ki je bog, igrala je z Al Pacinom, ki je še večji bog. In mislim, da ljudje ne bi, dej ne biti Slovenci. Ne biti Slovenci, no pa tako je slovenski narodni šport, fušija, pa pučenje, pa dej podpri človek, dej bod vesel, da je nekomu uspel. Če Tako je smešno, te glih, ki so toliko za vse to, za državo in za vse, pljuvajo po svojmu. Jaz to pa jaz pohku. Ajde, da si ti šel naprijed, da si vešel, pa da nas popljuvajo, ok, niso tvoje pljuvi. Ajde, nekako dojamaš, razumeš, čeprav mi tukaj cel life in vse. Jaz sem se rodil tukaj po vse, ampak... Ja, se vsi, ampak ona je vaša. 100%. In ti njo pa spljuvaš. Jaz to ne razumem. Dobre, jaz sem tako na začetku, ko sem videl, ful se je govorilo o tem filmu Volk z Wall Streeta, kar ko že je. Katarina Čas, pa nas to, te novinarji so ful vse napihnali. Pa ko sem dejansko videl na 2-3 minute, tako sem si mislil, a ja, to je to, pizda, zakaj jaz nisem huda ženska, zakaj jaz nisem. Pa potem, kaj sem pomislil, Palo čoveč, ona je prišla iz Slovenj-Gradca v Beverly Hills, se pravi Hollywood Hills. In ona je dejansko z Leonardo DiCaprio o njej ve, on je njo spoznal. A razumem, možda i, sve viš, možda, glej, ko njega ne bi. A razumem, i ti bi ga javi. Znala za 100 jurjev. Džabi. Pa hoče ti pe, i ona je z njim, gled, mi temu ljudi gledamo samo na filmu, mi te ljudi pratimo že celo življenje in na koncu, da se ti z njim. To isto kao meni, kad si spoznal Mustafa Nadarevića, Emira Hadžihafizbegovića, Zorana Cijanovića, Milana Pavlovića, vsi oni veste kdo so to. Gled, jaz sem odrastel ob Emirju. Jaz sem odrastel ob njemu, kao on Lepi Breni bil, pa te njegove filmi Karala, pa to. In na koncu jaz z njim kola. I on moji matki prije čestita pravo, svaka vam čast, rodili ste pravog sina, ovo je bilo super. I to ti reče starimo Emir Hadžihafizbegović. I tako si ponosan na se, pa da se... I pa prije tam, mudanja tam iz Vukujebene, kuj mače, furi, skini Slovenije, kva boš ti tukaj delal. Zakaj? Ker on drugega ne zna kot ono štavo spucat zjutri, po pitjaja od onih, a veš, od onih čickenov pa tam, a razumeš, pokidat cijeno, onaj traktor zalafat, boš pumpu, a razumeš, naštelat četvrkama. To je to i... I gdje smo, tukaj smo, vsak kako bomo mi naredili, nasploh, pa zdaj, kad smo neki na sceni, kad se trudimo, kdorkoli bo šel spet tja, a pa je neki tukaj velikega naredil, vedno bo vzimanje. Jaz bom vesel. Ampak je pa ena stvar, novinari so pa taki v Sloveniji. V Sloveniji se trudiš, vamo, tamo, nisi zanimiv, neki narediš to. A ti veš, da Pop TV sploh ni Čepurje predstavljal. Pop TV je bil na filmskem festivalu in je predstavljal vse filme, a naš pa hkrati Čepurjo zraven in Čepurjo ne. Jaz pogledam, kaj je to in kličem jaz in baje so oni skregani med sabo produkcije. Ko otroci človek, ko otroci, oni so skregani med sabo, pa človek božji v Sloveniji se ne dogaja kaj preveč. In Čepurjo ravno je bil velik film, recimo, dolgo časa še ni snemal, pač tak film. No, in oni so skregani z njimi kelani za neki za Šanghaj, ne vem kaj je bilo, jaz vem, ampak noče povedati. In s tem skrajšajo folku v bistvu, da se ve, kaj se dogaja. V tej najsloveniji se ne dogaja nič. Pa dej še to malo, kaj se dogaja, dej malo bo te složni. In to je fora v Sloveniji, ker vse skupaj prazi varno. V 20 letih so sjebali te političari celo Slovenijo, pokrali so para, sve je varno tamo, in potem slišem jaz tam iz Belgije, iz Brusla, kjerkoli oni govorijo, kako so Slovenci sjeba narod. Vete, da sjeba, če en drugmo fož na ostalo. Tukaj je ono, kar mi pravimo, točno to tukaj se dogaja. Ko oni sebi ni svome. Tako je. To. Primer, jaz sem mislil, ajde posnamo filme, pa se bo še malo kaj dogajati, pa to, pa sem gotovo, da je to samo en zaprt krog. Jaz nobenega ne poznam, nobenega ne gura, on je sam svojega, on svog sina uvali, ker nima pojma. Zmoš, ker nič ne zna, on je njegov sin, njegov del. Razumeš? Tako da jaz osebno sem ful sem, res, svaka čast Katarina, če to poslušam, svaka čast Katarina čas. Razumeš? Opravila si sve za čas. Res, celo me sledi na Twitterju. Otmen, a veš, jebi ga moji posnetki, pa to so naredili svoje, a veš, moje gluposti, mislim vsi, ki gledate moje gluposti, pa to, ona je tudi videla zgleda, pa me je dodala, tako da se ne zdaj fin. Vidiš, ona cen to po eni strani, ker vi, koliko se rekel, da se ne dogaja in mi, ko probamo, ali je to neka glupost, ali je to nekaj pametnega,
Vsaj nekaj delamo, da se nekaj dogaja, da bo folk lahko nekaj pogledal, da se nekaj govori, da se vidi takrat posnetek, to pa to. In mi to hočemo vse dobro narediti. Ja, mi nobeno več slabega nočemo. Mi samo hočemo, da se nekaj dogaja. A folk te pljuva? Ja, folk te pljuva. A daj ti posnam kaj? Ja, dajte vi posnet. Dajte vi nekaj posnet, daj da vas vidim. Vsi tisti, ki boste spljuvali, da vidim en posnetek in da jaz ne sve. Naredite viralca, tako kot sem jaz naredil. 60.000 ogledov čez noč v 8 urah. 60.000! Kdo je imel to kjak? Pa, ajde šumat. Se pravičujem. Ja, a razumeš? In če pogledaš... Ja, daj oni naredijo, jaz bi to rad videl. Uno, ko bo to pogledala, ko mu da na YouTube, ko pogledajo, ko bo hotel spljuvati, posnem sebe, pa ne spljuje. Ne nas ko spljuje, da se posnem. Tem, da hvala Bogu, da so te digitalne kamere zdaj prišle, ker niso toliko drage, da lahko v bistvu folk dela tudi svoje filme, svoje skeče, ker prej je bilo vse tako preko teh produkcij in sploh nisi mogel zraven priti. Vedno so isti ljudje bili, moraš imeti šolo imeti, moraš imeti vezo, moraš imeti srečo, moraš imeti znanje, a drugo pa še vezo. No, zdaj pa, ker so te kamere, lahko pa vsak sam svoj šov dela. In če je dober, ljudje ga gledajo, če ni dober, ljudje ga ne gledajo. Aj res. In tako mi zdaj tudi nekaj pač snemamo vamo tam, da vi gledate. Trudimo se nekaj delamo, mi delamo nekaj dobro za vas. In to, kar se jaz spomnim zdaj tukaj, vidite, tega ne bi rabila. Po eni strani pa hočemo, da imate nekaj za pogleda, da vidite, kako jaz spomnim razmišljava. Tako, da tudi vi malo spremenite to, ne? Pa ja, in mi samo hočemo, ker to, kar jaz spomnim zdaj govoriva, to je pravilno, to je prava logika, to je pravo razmišljanje. Cenim ljudi, ki nekaj uspejo, ki nekaj naredijo, ki predstavljajo svojo državo, sebe, ljudi okoli sebe, pač v najboljši luči, ki se trudijo, tako je treba razmišljati. Ne pa nekaj naredila, ona se prodala, ona je tako, ona je tako. Pa gled, vsak se konc... Vi ne boste videli žarence od Hollywooda, kaj šele kaj drugega. Od Hollywooda! One črte od Hollywooda! Črte one ne boste videli živo. Razumeš? Ampak bodite veseli za druge. Jaz, meni je srce, včeraj, ko sem bral ta intervju, meni je srce toliko bil, ker jaz sem samo si predstavljal, kako da sem jaz tam. Ker to je kar, veš, to so stvari, ki moraš biti ta prav za to. Moraš, razumeš, imeti i znanje, i srečo, in moraš se znati kontrolirati, razumeš, ti, ko priješ takimi ljudmi, takega kova, ti moraš znati nekaj pokazati. Možeš ti kaj priti, kaj je zdaj pa je tam odglumiti, ajde ti to lahko tukaj. Ampak ti, ker tebe gleda Leonardo DiCaprio, ker te gleda Al Pacino, ker te gledajo te znani scenaristi, režiserji, producenti, karkoli. Treba tam izpadati pa še pred njimi faca, da ne reče, jaz svake čas. Kako je ono naredilo? Jaz nisem znal spati po noč, ko sem imel sceno naslednji dan. Jaz celo noč kako bom, tableto za spavanje sem mogel vzeti, prvič v življenju, kar zadrgeram. Kar padel skupaj, kar ugasnil me jen. Nisem mogel spati. Ja, zdaj si predstavljaj, da si tam dol, pa da moraš in pol priješ tja in kamera ti gurne takole, pa tako 10 ljudi vzad, tako aj glumi zdaj. In zdaj ti to moraš kot da nič, kot da ti to normalno, veš. In pol še enkrat, ni to kizi stari. In pol onda, naprimer, kako pogledaš, kako je to audicij dal čez, to je prepotovalo svet. In pazi to je še v angleščini. Treba znati to v angleščini govoriti, ljudi moji. To je čisto en X jezik od našega jezika. Sej, mi vse razumemo, govorimo, ampak govoriti, ta pravo, tekoče. Jaz imam željo. Jaz sem rekel, ako Bog da, če bi lahko, kakorkoli, da bi šel na te audicije, da bi dobil vloge, če vidiš tukaj noben nič, noben te ne bi 5%. A če bi šel kam, pa da bi uspel, mislim, da bi me vsi klicali, edino, a tukaj, ki si noben te ne bi 5%. Pa ja, vse. In to ti to razumeš. Koliko spoptejo, ker niso, razumeš, pokazati. Halo, kva ti ni jasen? Kva ti ni jasno, pizdarija? Ne dogaja se veliko, to nam, kar se dogaja, spoštujmo, cenimo. Jaz pravim, Katarina, svaka čast, da si izpolnil, da ti je to ratalo vse skup. Ok, mi da so tukaj maslala na polno pa to, ampak glej. Ampak na meni je bil pravi. Ale, res, svaka ti čas, pa če 2 minute, pa 2 minute. 2 minute v Hollywoodu stari, glej, to ti je tukaj, pa ne boš, mislim, nemogoče sploh priti do tja, zelo težko. In da priješ tja, da še celo nadaljuješ, da priješ Al Pacino, da Leonardo DiCaprio je svaka čas. Tako da, Katarina, ne vem, imaš kaj za povedati. Moraš, rad bi pozdravil vse, ko boste to gledali. Upam, da bo všeč, če ne bo, jaz se sekiram, vi se sekirite zaradi mene. Pa malo lajkite tam, komentirajte, čim več komentarjev, delite, če vam je všeč pa to. Treba jo deliti, v bistvu morate deliti za te, ker mi smo zdaj zagovarjali Katarino čas oseba, ki je to naredila, tako da vi bodite pošteni in pomagajte s tem, da čim več ljudi to vidi, da probamo malo razbiti to, ne kako bi temu rekel, to mentaliteto, to debilnost pri enih ljudeh. Tako da, ako gled, 100 ljudi si to čudi, nimaš te. Dobro, tudi vsak drugi isto. Dobre. Živeli, ajde. Živeli, lepo se imejte in pozdrav. Čau. Dobre. Ajde, če to zdaj dela. Jaz sem se razpričal, da je